Vsem nocojšnjim obiskovalcem želim prav lep pozdrav. Čeprav smo zelo malo številni, mislim, da bomo skupaj doživeli večer, ki bo ponovno razjasnil nekatere poglede na aktualno stanje in dogajanje v naši družbi. Brez pravega razumevanja vsega, kar se je zgodilo in kar se dogaja danes, ni zdravega napredka. V mesecu januarju je civilna pobuda Prebudimo Slovenijo organizirala zanimivo študijsko srečanje z naslovom Krščanska politična misel, kaj je to? S pomočjo videoprenosa nam je spregovoril odličen poznavalec teme, gospod dr. Marko Kremžar, grdinski Slovenec. Analitično je spregovoril o razvoju krščanske politične misli in njenem udejanjanju v slovenskem prostoru. Natančno poučeni, da imamo korenine, moramo v razmislek vstopiti malo naprej. In zato smo se danes zbrali. Za uvod prosim gospoda predsednika civilne iniciative, gospoda Strgarja, da nas spregovori nekaj besed. Tudi z moje strani dober večer vsem, posebej lepo pozdravljam oba predavatelja. Oba sta predstavnika novih časov. Lepo dobrodošli. Naša letošnja osrednja tema je pogled na krščansko politično misel skozi čas, kako smo že slišali malo. Kristjani in ljudje dobre volje, ki v okviru Prebudimo Slovenijo preučujemo sedanji in pretekli čas, smo lahko ponosni na našo slovensko in evropsko politično misel. Na dejanja, ki so bila in so še danes, a vse to premalo poznamo in se premalo zavedamo, kam pravzaprav spadamo. Slovenci smo se politično organizirali v Krehovem času, tik pred Prvo svetovno vojno, ko je bila ustanovljena politična stranka Slovenska ljudska stranka, ki je kot taka dosegla svoj uspeh najprej na svoji deželni ravni in potem tudi na državni ravni, tako da so poslanci te stranke nastopali v Ljubljani in tudi na Dunaju. Torej, že takrat si je dalo nekaj narediti samo v okviru neke stranke, kakor je še danes. Letos smo na začetku leta že nekaj imeli, kakor je gospa tajnica povedala, študijski dan, bilo je nas bolj malo, tu nismo imeli velikega prostora. Že začetki, potem pa tudi vse to do danes, vse to naše gibanje, imelo ves čas pred očmi socialni nauk cerkve, požlahnen s prvinami sociale in vsakokratnih gospodarskih gibanj. Uspehi so bili ves čas spodbudni, tako doma kot v svetu. Tako je tudi danes. Uspešne države v Evropi so tiste, ki jo vodijo krščansko misleči ljudje. Na nas je, da se zavemo teh dejstev, da se zavemo vsebine in globine krščanske politične misli in da se otresemo teh dejstev in da se zavemo teh dejstev, da se zavemo vsebine ter globine krščanske politične misli in da se otresemo vseh obstoječih političnih oziroma
operativnih zablod, ki so nas pripeljali tja, kjer smo danes, to je v proces propadanja. Ponovno moramo narodnostno in slovensko zaživeti in najti že preizkušeno pot za boljše čase. A ne samo s takšnim ali drugačnim leporečjem, kar se med nami tako pogosto dogaja. Pripraviti se moramo na volitve, ki bodo prej slej prišle, in tam zmagati. Potem pa v državnem zboru uravnavati zadeve. Naš današnji dogodek, pa tudi drugi, ki bodo sledili, so namenjeni prav temu. Glavni in vseslovenski zbor kristjanov in ljudi dobre volje, kako sami sebe imenujemo, bo spet na otočcu, bo tudi letos spet na otočcu in sicer 24. oktobra, že sedaj vas vabim, da se zapišete v koledar in se tega dogodka udeležite. Hvala lepa, s temi besedami še enkrat lep pozdrav. Sedaj pa vabim gospoda Maura. Aja, dobro, hvala lepa. No, tudi jaz vabim gospoda dr. Aleša Maura, da bi nam spregovoril o temi slovenski kristjani, igralci ali statisti. Sicer ga ni potrebno posebej predstavljati, ker ga vsi zelo dobro poznamo, pa vendar. Diplomiral je na Filozofski in teološki fakulteti, doktoriral na oddelku za zgodovino Ljubljanske filozofske fakultete, je docent za zgodovino starega veka in lektor za latinščino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, ter profesor latinščine na Teološki fakulteti iste univerze. Poleg številnih samostojnih del ga poznamo tudi po sijajnih političnih komentarjih na različnih portalih. Se vnaprej upravičujem, če kakšna od teh podatkov ne ustreza popolnoma sedanjemu stanju in je mogoče besedi že kakšne višje časti. Lepo prosim, gospod Maura. Seveda bi bilo več misliti, da bom v čemerkoli vse do kolen sedel tistemu, kar je pred 2 mesecema povedal starosta krščanske politične misli gospod Marko Kremžar, pa vendar si bom drznil povedati nekaj modrosti na temo slovenski kristjani, igralci ali statisti. Iz naslova se da nekako razbrati, da bi se rad v tem svojem modrovanju predvsem vprašal, ali smo slovenski kristjanke in kristjani, v tem okviru pa zlasti slovenski katoličanke in katoličani, v zadnjih 25 letih po demokratizaciji slovenske družbe, ki je vsaj na formalni ravni nedvomno bila, vtisnili temu prostoru in tej družbi svoj značilen pečat ali ne. In ali smo ta pečat vtisnili v zadostni meri. Če bi ga, potem bi lahko obveljali za igralce, če ga nismo, potem bi nam bolj pritikala oznaka statisti. Kot sem na tem istem mestu rekel že pred 2 letoma približno, se sam bolj nagibam k odgovoru, da smo se znašli v vlogi statistov, da tisti dragoceni prispevek,
ki bi ga kristjanke in kristjani, zlasti katoličanke in katoličani, tej družbi lahko dali ali pa ga celo morali dati, manjka, da je to gotovo en od koleščkov, če ne celo bistveni kolešček, ki manjka, da bi bila naša družba uspešnejša oziroma da bi se tudi mi danes v Slovenski republiki bolje počutili. Za začetek razmišljanja o tem, zakaj je tako, si je seveda morda smiselno zastaviti vprašanje, kdo pa danes sploh sodi v kategorijo katoličana ali katoličanke v sociološkem ali političnem smislu. Teološki odgovor na to vprašanje je relativno preprost in se je vsaj nekje do 19. stoletja ujemal sociološkim odgovorom. Danes, ponekod pa že po francoski revoluciji, seveda še zdaleč ni več tako. In katoliška skupnost je danes izjemno pestra, saj se vanjo umeščajo ljudje po različnih kriterijih in v različnih življenjskih položajih. Tako, da na skrajnih robovih najdemo na eni strani tiste, ki se zatekajo k krilatici Cerkev da, Kristus ne, ker ne morejo sprejeti Kristusove nekonvencionalnosti, njegove sproščenosti v odnosu do vsakršne avtoritete in v tem smislu tudi ne prevratnosti nekaterih njegovih misli in temeljnih postulatov. Na drugi strani iste skupnosti pa se nahajajo naši sovernice in soverniki, ki so bližje drugi paradigmi. Kristus da, Cerkev ne. In se zlasti odlikujejo v socialni angažiranosti, v prizadevanju, da bi v vsakdanje življenje prenesli družbene implikacije evangelija, ampak po drugi strani skoraj na vsakem koraku skušajo pokazati, da nočejo imeti nič skupnega s tistim, kar sami pojmujejo kot okorele strukture katoliške cerkve, zlasti pa nočejo nič skupnega imeti s tistim, kar sami vidijo kot katoliško politiko. Zanimivo je, da se pravzaprav obe ti skupini na robovih, pa seveda tudi številne skupine vmes, nekako še vedno združujejo vsaj v folklornem druženju, v cerkvenem občestvu, v obiskovanju obredov, kar pomeni, da katoliška skupnost seveda ni več tista sila, za katero bi lahko rekli, da v sociološkem smislu zajema veliko večino slovenskega narodnega telesa, vendar je še vedno dovolj velika, da bi lahko temu telesu, tej družbi in življenju tega naroda prenesla nekaj blagovesti iz moči, katere naj bi sama živela. Jasno je, da so razmere danes leta 2015 zato bistveno drugačne, kot so bile pred drugo svetovno vojno, ko je bila na vrhuncu svojih moči resnična zgodba o uspehu iz preteklosti slovenskega političnega življenja, zgodba Slovenske ljudske stranke, ki je vzniknila iz katoliške narodne stranke, ustanovljene
že pred koncem 19. stoletja, se potem programatično preimenovala v Vseslovensko ljudsko stranko in doživela največji vzpon kot Slovenska ljudska stranka v obdobju med obema svetovnima vojnama pod vodstvom legendarnega doktorja Antona Korošca. Slovenska ljudska stranka je verjetno edina stranka v zgodovini Slovencev, ki si res zasluži naziv ljudska stranka, saj je na temelju široko pojmovanega katoliškega in krščanskega kulturnega programa v nekem trenutku res povezala veliko večino Slovencev. Pa pri tem ne bi operiral številkami z delno nesvobodnih volitev leta 1938, ki se pogosto navajajo, ko je dejansko za jugoslovansko radikalno skupnost, katere ustanovna članica je bila uradno takrat sicer neobstoječa Koroščeva stranka, dobila v Sloveniji skoraj 80% glasov. Če bi vzeli za vatelj te številke, potem bi seveda morali priznati, da je leta 1931 in leta 1935 tako rekoč 100% Slovencev, ki so prišli na volitve, glasovalo za liberalce. Tako da te številke morda niso uporabne. Bolj uporabne so tiste številke iz 20 let, ko so bile volitve svobodnejše in je Slovenska ljudska stranka redno dobivala okrog 60% glasov. Na tem mestu je potrebno še posebej izpostaviti, da je Slovenska ljudska stranka lahko bila uspešna zato, ker je združevala različne tokove slovenskega katolištva, ker je praktično že od svojega nastanka uspešno povezovala katoliško-konzervativno usmeritev z izrazitim krščansko-socialnim čutom. Ko v odsotnosti močnega voditelja ta koalicija razpade, pride pravzaprav do razkola tudi znotraj katoliškega tabora z nepredstavljivimi posledicami, ki jih je seveda sprožila zunanja prisila oziroma zunanja sila, to je okupacija. Seveda poti v takšne razmere nazaj ni več in katoliška skupnost danes, kot rečeno, ne predstavlja več tolikšne sile kot v času največjega razcveta Slovenske ljudske stranke. To pa ne pomeni, da je nepomembna in tudi ne pomeni, da nima svoje odgovornosti. Ali pa je bila po osamosvojitvenem obdobju tej odgovornosti kos, o tem pa se da na dolgo in široko pogovarjati. Predvsem se je treba zavedati, da je v tem 25-letnem obdobju živela v nekem javnem prostoru, ki je bil bistveno drugačen kot tisti iz Koroščevih časov. In to je bil javni prostor, v katerem je sicer bilo mogoče in je še vedno mogoče povedati karkoli, izraziti kakršenkoli pogled in ga zlasti ob razmahu interneta in družabnih omrežij tudi posredovati, tako rekoč komurkoli. Toda, ne glede na to, je slovenski javni prostor tudi danes izrazito neuravnotežen, zanj je značilno neravnovesje, v katerem prevladuje še vedno tisto, čemu sam pravim, politična mitologija, ki se je izoblikovala po drugi svetovni vojni na temelju razmerij, ki so se vzpostavile
kot posledica tragične bilance te vojne za Slovenke in Slovence. Za to politično mitologijo pa je značilno, da narekuje ne samo prevladujoč pogled na preteklost tega prostora, v katerem je zelo malo možnosti, da pride do izraza karkoli, kar se je dogajalo ali kar je slovenstvo zaznamovalo pred drugo svetovno vojno, in relativno skromen prostorček je namenjen tudi tistemu, kar se je dogajalo po letu 1990, ko se je ta družba formalno demokratizirala. Toda ob narekovanju pogleda na preteklost, povojna politična mitologija posega še na druga področja. Kar je najbolj tragično, je, da je zasedla tudi tisti prostor, ki bi ga pravzaprav morala ne samo v slovenskem, ampak v vsaki družbi imeti liberalna misel, pogojena iz pozitivnih razsvetljenskih izročil. In navsezadnje ta politična mitologija narekuje tudi rabo jezika. Po njej je namreč določeno, kdo in kdaj in zakaj sme biti označen kot fašist, kdo lahko obvelja za demokrata in kaj je pri delovanju katoliške cerkve in katoličanov v javnosti klerikalizem in kaj ne. To je za naš prostor izredna obremenjujoča okoliščina, za katero pa se zdi, da smo danes od tega, da bi se je znebili, bolj oddaljeni, kot smo bili še pred 5 leti, denimo. V takem javnem prostoru torej deluje ta slovenski katoličan in katoličanka, deluje katoliška skupnost, deluje tudi katoliška cerkev vred svojo hierarhijo. In po mojem mnenju je bila zgodovinska naloga slovenskih kristjank in kristjanov, da bi pomagali pri razklepanju tega neravnovesja, da bi se v javnem prostoru enotno uprli diktaturi te povojne politične mitologije in v bistvu nasilnemu kolektivizmu, ki je z njo povezan. Toda zdi se mi, da je prav na tej točki katoliška skupnost v zadnjih 25 letih pokazala premalo odločnosti, da ni uspela enotno zavrniti tega stanja, ampak se je slepila, lahko bi rekel, da je to pravzaprav vsaj do leta 2010 bila tudi iluzija nas vseh, da bo ta vzpostavljeni monopol prešel sam od sebe, da se bo postopno razgradil s prihodom sveže krvi, novih generacij in zlasti novih spoznanj. Danes lahko namreč rečemo, da je preteklost tega prostora tako rekoč v vseh svojih razsežnostih pred nami. Samo pogledati je
treba nanjo in izpeljati iz nje sklepe. Toda to se ni zgodilo in na tej točki je pravzaprav politična zgodba kristjank in kristjanov, ali zlasti katoličank in katoličanov, v posvojitveni Sloveniji vse prej kot zgodba o uspehu. Ne bom na dolgo in široko obnavljal zgodb, ki koreninijo še v 90. letih 20. stoletja, ampak kot se mi zdi, še do danes določajo tudi razprave in delitve na tistem delu našega političnega prizorišča, ki si prizadeva za odpravo neravnovesja in ki ne prisega na povojno politično mitologijo. Seveda je tudi dejstvo, da tako kot v nobeni srednje in vzhodnoevropski državi prevladujoče vloge na demokratičnem polu ni dobila stranka, ki je v prvi vrsti krščansko-demokratska ali celo katoliška. Delna izjema je tu mogoče Slovaška, ampak tudi tam je relativna dominacija krščanskih demokratov med desno-sredinskimi strankami bolj posledica notorične fragmentiranosti konzervativne desne sredine. Celo lahko rečem, da je verjetno katoliška stranka v današnjem, izključno katoliška stranka v današnjem času redkost, da je takih strank v srednjem in vzhodnoevropskem prostoru malo. Zato tudi pri prizadevanju za to, da kristjanke in kristjani ne bi bili statisti, verjetno ne gre za to, da bi se povezovali v eno samo stranko. Tisto, kar pa je pomembno, je pa odnos do stanja, v katerem smo, in tu bi morali seveda poiskati najvišjo možno stopnjo enotnosti, ki pa je ravno zaradi težke zgodovinske dediščine ne samo vojnega in povojnega obdobja, ampak tudi razvoja po letu 1990 naprej zelo zapletena. Kot sem že rekel, se je ta negotov odnos do izkrivljene podobe stvarnosti v javnem prostoru odrazil tudi na političnem polju. In za usodno napako lahko velja, da je prevladala ocena, da je mogoče že takoj po osamosvojitvi sklepati kompromise s tistimi, ki so bili varuhi nezdravega stanja. Verjetno se bo zgodovinskega vidika sicer izkazalo, da je bil za poznejši razvoj Slovenije usodnejši korak, ki so ga storili liberalni deli Demosa, ko so 22. aprila 1992 za predsednika vlade pomagali izvoliti dr. Janeza Drnovška, ki je ne glede na vse simpatije, ki jih verjetno tudi na katoliški sceni marsikdo boji do njegovega lika in dela,
vendarle z vsem, kar je bil simboliziral ravno to povojno politično mitologijo. Toda za enako kratkovidno se je izkazala tudi odločitev takrat prevladujoče nekdanje Demosove stranke slovenskih krščanskih demokratov, da samo 6 mesecev pozneje vstopijo v koalicijsko vlado, v kateri niso mogli enakovredno sooblikovati usode slovenske družbe, saj v tej koaliciji niso bili enakovreden partner, pač pa so v njej prevladovale sile naklonjene ohranjanju obstoječega stanja. Danes je seveda zadeva popolnoma drugačna in tudi sam menim, da v zavoženem položaju, v katerem smo, lahko samo velika koalicija, ki bo predstavljala Slovenke in Slovence z obeh bregov zadeve kratkoročno spremeni. Toda leta 1992 je pripustitev tistih, ki so itak obvladovali sceno prejšnjih skoraj 50 let nazaj, kaj jasno in to popolnoma, bila huda zgodovinska in strateška zmota. Še danes seveda za hudo kri skrbi tudi neenakovreden odnos volivk in volivcev, ki so si želeli sprememb do teh dejanj. Kajti krščanski demokrati so zaradi takega ravnanja izgubili svojo vodilno vlogo v desnosredinskem prostoru in do danes niso prišli niti blizu povrnitvi te vloge, medtem ko je delu nekdanjih Demosovih liberalcev ta javnost v veliko večji meri odpustila takratno usodno napako in jih nekako kasneje prepoznala kot glavne borce proti statusu quo. In v tem neuspešnem spopadu s statusom quo je osrednja pomanjkljivost političnega in družbenega delovanja katoličank in katoličanov v zadnjih 25 letih, po mojem mnenju, kako pak. Dejstvu, da se kot skupnost niso uspeli zoperstaviti, da niso uspeli, ne glede na politične razlike, ki bodo vedno obstajali in so obstajali že v času Koroščeve Slovenske ljudske stranke, našli skupno točko vse v tem, da ni mogoče zagovarjati ohranjanja monopola tistih, ki so ga imeli ves čas po drugi svetovni vojni. Saj to na vse zadnje nima toliko opraviti s kakršnokoli ideologijo, ampak v celoti hromi slovensko družbo, ki je prepuščena ljudem, ki so deležni zaupanja samo zato, ker so Slovenci in v tem okviru javnost v njih prepoznava vnaprej določene varuhe svojih interesov. Toda ravno toliko opevani nacionalni interes se je v zadnjih
25 letih izkazal za silovit bumerang. Saj je bilo nekaterim v imenu tega, da varujejo nacionalni interes, dovoljeno praktično vse. In katoličanke in katoličani, zlasti pa, po mojem mnenju, velik del cerkvene hierarhije je namesto, da bi prepoznal in razkrinkal to lažno koalicijo nacionalnega interesa, bil njen del. Zgodba o tem še ni povsem napisana, tudi ni napisano, zakaj, tudi še ni napisano, kako je na tako odločitve vplivalo stanje pred drugo svetovno vojno, vendar je to gotovo velika težava, s katero se danes soočamo. In zdi se, da se namesto odločnega slovesa od povojne politične mitologije spet vračajo poskusi, kako najti skupni jezik z njo, kako na ta način poskušati priti do tistih Slovenk in Slovencev, ki so bili doslej za drugo plat medalje popolnoma neobčutljivi in za katere lahko rečemo, da so danes gotovo v naši družbi v večini. Toda to je zgrešena pot, kajti nihče te ne bo jemal resno, če preden ne boš prišel z jasno ponudbo, če ne boš jasno povedal, odkot prihajaš in kam greš. V številnih poskusih iskanja kompromisa danes pa manjka ravno ta točka. Odsotnost lastne vsebine. Mislim, da glede na bogato zgodovino in na velikanski prispevek, ki ga je krščanska kultura v dobrem, včasih pa tudi v slabem dala temu prostoru, ni bojazni, da bi nas moralo biti sram, da bi prevzemali tisto, kar v prostoru že obstaja, ampak da imamo kaj, kar lahko temu prostoru damo iz svojega. In če tega nismo uspeli dati v zadnjih 25 letih, je skrajni čas, da poskusimo to narediti sedaj. Potem obstaja seveda tudi možnost, da bo prav katoliška skupnost tista, ki bo tehnico naše družbe na vsezadnje nagnila končno proč od morečega ohranjanja obstoječega stanja, za katerega se verjetno danes vsi Slovenke in Slovenci strinjamo, da ne more trajati večno, a ko pride do volitev, o katerih je govoril gospod Strgar, se vedno znova ustrašimo, skopljamo v neznano in izberemo tisto, kar je znano. Vsaj katoličanke in katoličani temu splošnemu trendu ne bi smeli več slediti. Hvala lepa.
tega srečanja, se komu porodi kakšno vprašanje in ga lahko zastavi. No, predno pa damo besedo gospodu Mateju Cepinu, še kratko obvestilo glede nocojšnjega programa. Kmalu se bomo spomnili in praznovali 70. obletnico konca druge svetovne vojne. Zato je prav, da storimo poklon v obdobju naše zgodovine, ki je bilo prevečkrat temno obarvano. Mladi režiser David Sipoš, ki je avtor filma Teta Mara, pravi, da se je pri šolskih urah zgodovine bolj malo naučil o naši preteklosti. Letnice, klišejske pripovedi, polresnice in tako naprej. Spet torej lahko govorimo o ideološki blokadi programov o naši šolski mladini. David Sipoš je svoj življenjski izziv poiskal v filmanju zgodb starejših ljudi, pripovedovalcev, ki so mu zaupali svoje spomine. Ena takih zgodb, pretresljivih in ganljivih, je tudi zgodba o Teti Mari. Odločili smo se, da vam ponudimo priložnost ogledati ga 14-minutnega filmskega zapisa. Vabimo vas torej, da si po koncu naslednjega predavanja vzamete nekaj časa za pogled tega filma. Sedaj pa vabim na oder gospoda Mateja Cepina, ki bo spregovoril o temi, kaj lahko za boljši jutri naredimo danes. Gospoda Cepina seveda ni treba tudi njega posebej predstavljati, saj njegovo delovanje med mladimi in za mlade pozna vsa Slovenija. Je univerzitetni diplomirani inženir računalništva, sicer pa direktor Socialne akademije, ki s svojimi programi izvaja seminarije, treninge, okrogle mize, tabore, srečanja in tako naprej. Še bi lahko naštevali. Duh in srce tega vrvenja med krščansko mladino in tudi starejšimi verniki je gospod Matej Cepin. Poprosim. Prebudimo Slovenijo. Kako prebuditi Slovenijo je tista tretja vrstica, o kateri bom poskušal danes govoriti. Seveda se ob tem sloganu in ob tem imenu te civilne pobude lahko vprašamo več vprašanj. Kdo je tisti, ki naj prebudi Slovenijo? Koga naj prebudimo? Zakaj sploh prebujati Slovenijo? In na mnoge je dokaj lahko odgovoriti. Torej, gre za, kot piše že v vseh predstavitvah, pobudo kristjanov in ljudi dobre volje. Gre torej za to, kaj naj kristjani in sorodno misleči storimo, da se bo ta Slovenija prebudila. Zakaj sploh? Najbrž tudi o tem ni nobenega vprašanja. Torej, gre za bolj pravično družbo, ne za neko lastno korist, ampak za to, da bi bila Slovenija drugačna, bolj oblikovana po nekih resnicah, manj zlaganosti, bolj po načelih, s katerimi se nekako strinjamo in soočamo in ki so nam bila dana. Ko pa pridemo do vprašanja kako, pa kar nekako obmolknemo. Organizira se mnogo javnih dogodkov, inflacija teh dogodkov je, tudi sami na Socialni akademiji prispevamo v tej inflaciji teh javnih dogodkov in vprašanje je, ali je to prava pot, ali je to pravi način. Kaj večina prebivalcev Slovenije, tako tistih, ki so bili na ustajah, tistih, ki so bile včasih na nekaterih mestih celo nasilne, kot tudi katoličanov. Pa naj gre za mlade, ali pa za srednjo generacijo, ali pa za tiste, ki so v tretjem življenjskem obdobju. Kaj večina teh ljudi čuti? Pravzaprav, ne vem, če ste opazili, konteksti so velikokrat različni, ampak besede so zelo podobne. Večina čuti razočaranje, tako ustajnikov kot katoličanov. Večina tako ustajnikov kot katoličanov čuti, da jim je država ugrabljena. Večina teh ljudi čuti, da ne vlada ljudstvo, ampak da vlada nekdo drug. Da je nekaterim dovoljeno vse, drugim niso dovoljeni niti osnovne stvari. In mogoče tisto, kar je najhujše, večina od teh ljudi na vseh straneh ne vidi nekega resnega in jasnega upanja za prihodnost. Beseda upanje ima v sebi eno veliko moč. Beseda upanje je pravzaprav energija.
je akumulator, na katerega delujem. Če ni tega upanja, vse je vse brez veze, ni več tega akumulatorja. In kje vidimo rešitve po navadi? Seveda, v višji volilni udeležbi, v več pismih bralcev, v večji udeležbi na javnih dogodkih, v tem, da smo tukaj le zato, ker smo malo manj številni, pač nezadovoljni, malo bolj nezadovoljni, v več prisotnosti v medijih, torej več minut medijev, tudi naši resnici, konkretno recimo se to zelo, zelo lepo vidi pri predstavitvi družinskega zakonika in njegovih posledic, v več odgovornih javnih delavcev, več odgovornih politikov, vsem tem, v dvigu vseh teh parametrov, vseh teh kazalnikov vidimo rešitve. Če opazite, so to bolj kazalniki osebne narave ali so to bolj kazalniki družbene, sociološke narave. Gre za drugo varianto, gre za kazalnike, ki se jih da izraziti, na zdravje, ki se jih da izraziti v številkah, ki govorijo o številu ljudi, o tem, da se mora povečati neko število ljudi, ki bodo delali tako in tako. Vendar, žal, samo tako, kot je šlo včasih, danes ne gre več. Množični mediji nimajo več take moči, kljub temu, da še vedno televizija vendarle močno oblikuje javno mnenje, nima več take moči, kot jo je imela nekoč. Tudi prižnice nimajo več take moči, kot so jo imele nekoč. Enostavno ne gre več, da bi se postavili na vrh piramide in nekako dobili dovolj moči za neka dejanja in nekaj ukazali in bi se to zgodilo. Namreč družba danes ni piramida več, tako kot je bila včasih. Naše življenjske poti so se pod vplivom vrednotnega relativizma, razmaha komunikacij, tako razšle, vsak je postal tako svoja zgodba, da enostavno ni več z neko pravo potezo zaukazati množicam ljudi, naj nekaj drugače začnejo delati. Naj se neki družbeni parametri tako spremenijo, da se bo spremenila celotna družba. Družba ni več piramida, ampak je pod vplivom globalnih komunikacij in načina življenja, kot ga imamo, postala veliko bolj mreža. Ne bi niti rekel čisto pajkova mreža, čeprav so določena središča, čeprav so bogatitve posameznih in tudi padci v revščino ali pa pridobitve ogromnega premoženja in izgube ogromnega premoženja, pa to, da si postaneš slaven in to, da si kar naenkrat pozabljen, to je danes še veliko večje. Veliko hitreje zasijamo in veliko hitreje ugasnemo. Zato gre do neke mere za pajkovo mrežo, kjer v enem tednu na YouTubeu lahko dobiš nekaj milijonov ogledov. Torej vidite nekaj milijonov ljudi, če si zanimiv, zabaven, če si nenavaden. Torej, še vedno se da priti do ogromnega števila poslušalcev. Ravno te dni smo na Socialni akademiji praznovali okroglo obletnico obiskov na našem YouTube kanalu po številu ogledov. Vendar ne gre več za nek piramidalni sistem, v katerem bi bilo glavno vprašanje, kako bomo dobili dovolj moči in nekaj povedali, nekaj ukazali, nekaj ukrenili. Ampak se moramo veliko bolj kot nekoč ukvarjati z drugim koncem, s tistim, kaj bojo oni, tisti tam, sprejeli. Torej, če prenesem to v svoj primer, ni toliko pomembno, kaj bom jaz danes povedal, ampak je veliko bolj pomembno, kako boste vi, kaj se bo zgodilo v vas na podlagi mojega nastopa. Ali se bo kaj spremenilo v vsakem od vas in seveda tudi v meni. Da bo 100.000 ljudi več šlo na volitve, na primer, se mora pač na volilno nedeljo dvigniti 100.000 zadnjic. In to se ne naredi tako, kot delamo to programeri, da pač rečeš ponovi 100.000 krat dvigni zadnjico, ampak se mora vsaka zadnjica dvigniti posebej. Čisto vsaka se mora posebej odločiti, da se bo dvignila, da bo odšla na volišče in da bo tam obkrožila tisto, kar zares misli, da je prav. Ko se doseže neka kritična masa, seveda stvari dobijo neko svojo inercijo in potem ni treba več ponavljati. Vendar zdi se mi, tako kot je
tudi Aleš nastavil že prejšnje predavanje, da katoličani oziroma krščanska politična misel danes ni blizu kritične mase. Da je pravzaprav daleč stran od kritične mase in da se na to inercijo, da bodo pač nekateri razmišljali tako, zato ker tako dela itak večina, na to ne gre več računati. Pravzaprav mora do spremembe priti na svoj način, na unikaten način v vsakem izmed nas. Tudi v meni danes. Vprašanje je, ko sem pripravljal to predavanje, kaj sem na novo odkril, kako drugače gledam danes na svet. Kaj sem danes naredil za svojo spremembo, za svoje boljše, bolj učinkovito, aktivno državljanstvo. To, da se nekaj zgodi v družbi, ima vzrok oziroma začetek tega, da se angažiram v družbi, je v zavedanju moje lastne identitete. Če se ne zavedam svoje lastne identitete, kdo sem, katerim skupnostim, katerim skupinam pripadam, potem tem skupinam pripadam enostavno nezavedno in se zelo težko na zavedni ravni nekaj za njih naredim. Zavedati se moram, da sem mož, oče, kristjan, član svoje družine, član določenih skupin v civilni družbi, Slovenec, Ljubljančan, pripadnik svoje župnije, pa tudi sin, ukvarjam se z določenimi športi, živim v Evropi, na zemlji, globalno, pripadam globalni skupnosti, vsem tem milijardam ljudi. Imam svojo spolno identiteto kot moški, sem seveda tudi tisti, ki ga ljubi Bog. Vsaka od teh identitet, ki se namreč naše identitete danes niso, da sem nekaj in potem nič drugega. Naprimer, da sem katoličan in potem ni dolgo časa nič. Ampak imamo multiple identitete. Vsak od nas se počuti več stvari. Smo na nek način, vsak od nas je nek unikat identitet, ki so se v nekem preseku srečale in to sem jaz, to sem edinstven jaz, ki se je rodil na določenem kraju in z določeno življenjsko nalogo. Pripadamo kot posledica tem identitetam različnim skupnostim. Tudi državljanstvo je odnos med posameznikom in med skupnostjo, med individualnim in kolektivnim. Torej, moje državljanstvo govori o tem, kako jaz kot posameznik prakticiram delo za neko skupnost. Katera je ta skupnost? Tej skupnosti zagotovo nekaj dajem in od nje nekaj dobivam. Prihaja do neke dvosmerne komunikacije med menoj in med skupnostjo. Zavedati se moram, da mi tudi skupnost nekaj daje. Kljub temu, da z državnim premoženjem delamo zelo neučinkovito in da nismo zadovoljni s stvarmi, vendar imamo zdravstvene domove, ki so bolj ali manj vsak dan odprti. Imamo ceste, ki delujejo in tako naprej. Ne govorim o tem, da so te stvari dobre, vendar zavedati se je potrebno, da od teh skupnosti vendarle nekaj dobivam, poklican pa sem, da jim tudi nekaj dajem. Skupnost je kot neke vrste skupni pašnik. To je metafora iz trajnostnega razvoja, ki govori o tem, da kakšen naj bo odnos posameznika do skupnosti. Ne vem, če poznate koncept skupnega pašnika, gre za pašnik, ki ga ima v lasti recimo 5 kmetov. Vendar nima vsak kmet v lasti 20% pašnika, ampak je vseh 5 kmetov lastnik istega pašnika. Torej, vsi skupaj so lastnik vsega. Ni vsak lastnik 1/5. In seveda vsak kmet ima po skupnem dogovoru na tem pašniku eno ovčko. Potem pač ta ovčka, iz te ovčke dobi nekaj dohodka in potem en kmet razmišlja in reče, zakaj pa ne bi jaz dal na ta pašnik še druge ovčke. In da drugo ovčko gor, saj pravzaprav se ne bo veliko poznal, 5 ali pa 6. Da drugo ovčko gor in dohodek, profit se mu podvoji. Pašnik pa pravzaprav ne propada zelo veliko, saj razlika med 5 pa 6 ni tako velika. Nosilnost pašnika je pač 5 ovc, ampak če je 6 gor, se praktično nič ne pozna. Težava nastopi čez dolgo časa ali pa še hitreje, če to opazi tudi drugi kmet in reče, sej le, kaj je sosed naredil, tudi jaz lahko dam gor drugo ovčko.
In tudi tretji, četrti in peti kmet. Hitro je gor 10 ovc na tem pašniku in slej ko prej začne ta pašnik propadati. Če je prejemanja več kot dajanja v skupnosti, potem stvari začnejo propadati. Obrestni račun nam je vsem poznan. Če nič ne jemljemo, bo naše skupno premoženje, naš skupni kapital, karkoli že je, ne denar, lahko je to tudi zaupanje v družbi, raslo. Če jemljemo toliko, kot dajemo, bo stvar ostala trajnostna, se bomo približno trajnostno razvijali. Če pa jemljemo samo majčkano več, čisto malo več, kot dajemo, pa stvar počasi odmira. Te naši skupni pašniki so veliki, mali, srednji. Vse tiste postavke, ki sem jih prej naštel, da so del moje identitete, so lahko skupni pašniki. Tako je lahko skupni pašnik moja primarna družina, lahko je skupni pašnik družina, ki jo zdaj vodim kot oče, lahko je skupni pašnik socialna akademija, tak skupni pašnik je Ljubljana, Slovenija, Evropska unija, tak skupni pašnik je Katoliška cerkev. Vsi te skupni pašniki, ki se delijo na velike, male in srednje, so član vseh teh pašnikov sem in za vse te pašnike sem odgovoren, od vseh nekaj dobivam in odgovoren sem, da jim seveda tudi nekaj dajem. V malih skupnih pašnikih načeloma ni težav. Člani se med seboj poznajo, odgovornosti so deljene, veliko bolj se pozna, zelo dobro se pozna talente posameznika, ve se, kaj posameznik lahko v skupni pašnik prispeva in ve se tudi, kakšne zmožnosti ima. Neposredna povezava z virom obstaja. V družini približno vedno vemo, koliko denarja imamo in veliko bolj smo na tekočem, kaj si lahko privoščimo in česa ne. Tudi pravila se lahko hitro postanejo fleksibilna. V malih skupnih pašnikih, v malih skupnostih lahko pravila hitro spremenimo in prilagodimo glede na nove razmere. Kar pa je glavno, je to, da v malih skupnih pašnikih, v družinah, v prijateljskih skupinah, v malih civilno-družbenih enotah obstaja velika mera zaupanja. Veliko stvari se prav obrne, se postane prav nasprotno, če gremo iz malih skupnih pašnikov na velike. Kako se v velikim skupnem pašniku, kot je Slovenija, pa še ta je dokaj mali, konec koncev, kako je v takem skupnem pašniku z odnosi? Ali smo vsi solidarni drug z drugim? Kako je z delitvijo odgovornosti? Ali znamo med seboj, na primer, davke pravično razdeliti? Kako je s povezavo z virom? Ali točno vemo, koliko gre za določenega brezposelnega od moje plače in kako se to naredi? Ali bi bilo bolje, da bi bila ta povezava z virom bolj neposredna, torej da bi sam bolj odtrgal od svoje plače in več vpliva imel na to, kam davki grejo? Kako je s pravili? Kako hitro se spreminjajo? Kako prikladno se spreminjajo glede na nove družbene razmere? Kako je z zaupanjem v takih velikih skupnih pašnikih? Veliki skupni pašniki, lahko pritrdite, so problematični. Vedno. Država vedno je problematična. In pri velikih skupnih pašnikih je vprašanje, koliko se sploh počutimo državljani. Na kateri stopni družbene državljanske moči smo? Lestvic stopenj državljanske moči je več. Vse pa gre do nekako od manipulacije do državljanskega nadzora. Od manipulacije, ko človek sploh ne dobi pravih informacij, ko pravzaprav nikoli ni slišal sploh dveh variant iste zgodbe, ko je vedno slišal le eno varianto iste zgodbe in tisto ponavlja in sploh ne ve, da druga resnica obstaja. Do dekoracije, kjer pravzaprav vsi samo za dekoracijo, da se te vsake toliko časa kam povabi zraven, se ti kaj pove, se te nekoliko informira. Potem tretja stopna, ko gremo na navidezno izbiro, oziroma na tako imenovane žetončke, tokenizem po angleško, ko pravzaprav sem tretja dobimo nek žetonček, da ga lahko vržemo noter, dobimo nekoliko zabave in potem se neka stvar zgodi. Torej, ko dobimo občasno neko navidezno moč odločanja ali pa informacijo kot neke vrste piškotek in potem pač svojo državljansko moč prakticiramo na podlagi tega. Potem, če gremo višje, pridemo na obveščanje. Torej, vsekakor je bolje kot prve 3 stopnje to, da si vsaj korektno, pravilno, ustrezno obveščen.
Še bolje je, če te ne samo obvestijo, ampak da se s teboj tudi posvetujejo. Torej, da državljani imamo možnost sodelovati v tem posvetovanju, seveda pa se odločijo drugi. Še bolje od posvetovanja je soodločanje. Torej, da državljani lahko do neke mere soodločamo o stvarih. In najboljša nekako, najvišja stopnja državljanske moči je državljanski nadzor, ko državljani prevzamemo nadzor v svoje roke, ko se počutimo, tukaj gre tudi v veliki meri za občutek in za prakso, da če se nas bo dovolj zbralo, če bomo pa dovolj pametne argumente imeli, bo pa stvar se spremenila. Torej, v malih skupnih pašnikih je to lahko, v velikih skupnih pašnikih je to že po naravi skupnih pašnikov strašansko težko. Če si pa dolga leta, desetletja živel v zelo nizkih stopnjah državljanske moči, je pa seveda potem zelo, zelo težko, veliko težje plezati gor po tej lestvici in to državljansko moč uveljavljati. Kje je največ prostora za prave skupne pašnike? Sam menim, da je za katoličane, za kristjane in za sorodno misleče ljudi največ prostora v tej srednji coni. Da naše družine seveda nikakor niso idealne, pa vendar, da ima slovenski kristjan v zavesti, da je družina lepa, sveta stvar, do katere mora biti odgovoren, da je to stvar, da je to skupni pašnik, od katerega lahko veliko, veliko prejme, ampak da mora tudi veliko, veliko dati. Zdi se mi, da je javna sfera prevelik skupni pašnik, da bi lahko v njem enostavno učinkovito uveljavljali svojo državljansko moč. Absolutno se strinjam. Treba je iti na volitve, potrebno je pripraviti dobre programe, potrebno je nasloviti prave probleme, potrebno je zavihati rokave, potrebno je delati veliko več kot 8 ur na dan v javni sferi, vendar zdi se mi, da v tej situaciji to ne sme biti čisto primarni fokus. Mislim, da se odgovor na vprašanje, kaj storiti, skriva v srednji sferi, v civilni družbi, v mestnih skupnostih, v tistih mnogih civilnih pobudah, društvih, zavodih, javnih dogodkih, programih, ki ne bodo samo govorjeni, samo postavljanje diagnoz, ampak bodo tudi zares delovali, tudi zares spreminjale svet okoli sebe. Da bodo za rezultat imele spremembo v posamezniku, v lokalnem okolju, v skupinah, v novih modelih življenja. In te skupine civilno-družbene imajo več vlog. Ena od vlog je gotovo filantropična, torej pomagajo tistim, ki si sami določenih stvari ne morejo privoščiti. Druga vloga civilne družbe je storitvena vloga civilne družbe. Torej, civilna družba vsekakor zagotavlja neke storitve, ki jih država ne zagotavlja, ki jih država ne zna zagotavljati, ki jih država zaradi svojih ideologij ne želi za marginalne skupine zagotavljati, ali pa, ker enostavno ni dovolj blizu državljanom, ker so vmesne skupnosti v tej srednji plasti lahko veliko bliže posamezniku državljanom, kot pa zgornja javna sfera. Civilna družba ima tudi pomen gradnje skupnosti. Veliko skupnosti poznamo, ima vsak od nas najverjetneje kakšen dober občutek župnije, dobrega kolektiva, dobre razširjene družine in seveda tudi zagovorniška funkcija, torej da spreminjamo zakonodajo, da se preko civilne družbe spreminja zakonodaja. Civilna družba je neke vrste most med mojo zasebnostjo, med mojo družino na eni strani in med državo na drugi strani. Stranke brez tega mostu ne morejo vsrkavati dovolj velikega števila ljudi. Če nimaš pod nadzorom množičnih medijev, če nimaš pod nadzorom prevladujoče miselnosti družbe tega časa, potem stranke, ki so del javne sfere, ne morejo vsrkati dovolj veliko število ne pasivnih članov, torej volivcev, ne aktivnih članov, torej tistih, ki bodo tudi zavihali rokave in nekaj naredili. Civilna družba je tak most, ki povezuje.
In zato je pomembno, da gradimo tako tisto civilno družbo, ki je zelo blizu nam, vsem kot posameznikom. Ne gre za prostočasno, za zbore, za krožke, za hobi, za učenje raznih veščin, prostočasnih ali pa takih, ki so pomembne za preživetje. Pa do tiste civilne družbe, ki nima toliko veze z neposrednim zadovoljevanjem potreb posameznika, ampak predvsem ima namen zagovarjati, spreminjati zakonodajo. Taka kot je na primer civilna iniciativa za otroke gre, taka kot je na primer družinska pobuda, take kot so še mnoge druge, ki delujejo v zgornji polovici tega vmesnega pasu. Pomembno je, da delujeta ti dve membrani, torej da se posamezniki vključujejo v civilno družbo in da civilna družba zna vsrkavati posameznike v aktivni način življenja, ki pomeni potem spreminjanje sveta na bolje. In pomembno je tudi druga membrana, torej zgornja, da civilna družba s svojimi idejami, s svojimi informacijami uspe prodreti v javno sfero in jo spreminjati. Področja delovanja civilne družbe so mnoga, so široka. In tukaj se mi zdi, da je ena od glavnih ran nas, kristjanov, ko govorimo o civilni družbi. Področja, tole je ena evropska klasifikacija področji delovanja civilne družbe, ki govori o 15 področjih. Samo trenutek, da se stvar nekaj se bo našel. Imam izkušnje in zaupanje. Evo. Vprašanje za nas je, ali naj se civilna družba blizu krščanstvu specializira samo v nekaj od teh 15 področjih in prepozna, katere so res kritične in se samo v tisto specializira, ali imamo kaj zapovedati tudi na ostalih področjih. Povejte, koliko lahko rečemo, da se z pravicami otrok ubada sploh v zadnjem mesecu kar velik del civilne družbe. Vendar vprašanje je, kako je to dojeto. Ali je to dojeto kot pravice otrok, ki je na prvem mestu po priljubljenosti med državljani, potem koliko donirajo za pravice otrok, koliko so se pripravljeni angažirati. Te področja so namreč razvrščena glede na našo raziskavo iz leta 2011, ko smo 800 ljudi poklicali in jih vprašali, kaj je za njih najpomembnejše področje. Socialna akademija je bila del ene mednarodne študije in ta vrstni let je prišel. In kaj je pri teh področjih zanimivo, da na primer se stalno dogaja ta dvojnost. Civilna družba za otroke gre, se ukvarja s najpomembnejšo stvarjo, s tisto, ki je največjemu številu državljanov najbližje, torej s pravicami otrok. Nasprotniki jo pa hočejo vedno prikazati kot tiste, ki kršijo pravice istospolno usmerjenih, ki je pa na 15. mestu, torej ki je na zadnjem mestu, kjer se najmanj, tudi po naši raziskavi, se najmanj ljudi želi angažirati in donirati prav za to. Raziskava je že nekoliko starejšega značaja, mogoče bi se zdaj kaj spremenilo, ampak v vseh 7 državah je bilo prvo in zadnje mesto enako razporejeno. Ampak, da se ne bomo osredotočali samo na prvo in zadnje mesto, so še vsa vmesna področja. Koliko slovenski kristjani naredimo za osebe s posebnimi potrebami? Koliko slovenski kristjani naredimo za človekove pravice, kot jih sami razumemo? Koliko zagovorniških organizacij se ukvarja s kršitvami človekovih pravic, kot jih sami razumemo? Koliko se nas ukvarja z vlogo žensk v naši družbi? Vendarle obstajajo določene spolne razlike in tudi določene diskriminacije. Pa tega, naj še enkrat ponovim, tega si nisem sam izmislil, ampak je to pač splošna, bi rekel, lahko bolj levičarska klasifikacija vrst civilne družbe. Pa vendar v njej osebno najdem kar nekaj navdiha za to, kaj bi vse lahko katoličani še delali. Zakaj se tako malo ukvarjamo prav z varstvom okolja, ko pa vendarle se tudi tukaj družbeni nauk cerkve zelo razlikuje od vseh modernih ideologij. Pa potem korupcija.
zaščita potrošnika, živali, manjšine, priseljenci, globalne vprašanja, gospodarske politike, nadzor demokratičnih inštitucij. O vsem tem, za vse te stvari, z vsem tem se civilna družba naj bi ukvarjala in tudi v Sloveniji se ukvarja. Vendar je vprašanje, nekako, ko govorimo o pravicah otrok, saj slišimo oba glasova. Vidimo, da obstaja več resnic. Ampak, ko pa imamo recimo zaščito potrošnikov, ne obstaja pravzaprav nobene resne pluralnosti v civilni družbi na to temo. Ko govorimo o korupciji, tudi ni več civilno-družbenih organizacij, ki bi imeli različne svetovne nazore. Ko govorimo o okoljevarstvu, prav tako. Torej, obstajajo še mnoga polja, kjer lahko mi na podlagi družbenega nauka cerkve nekaj veliko damo tej Sloveniji. Civilna družba v Sloveniji je nasploh zelo, zelo šibka. Število zaposlenih je 0,7%, po nekaterih meritvah v primerjavi z 10-krat večjim številom zaposlenih v drugih primerljivih državah. Tudi bruto družbeni proizvod, ki ga civilna družba ustvari, je veliko, veliko manjši v Sloveniji, kot je v drugih primerljivih državah. Stimulacij za krepitev civilne družbe niti za fizične osebe, niti za pravne osebe praktično ni. Teh 0,5% dohodnine je tudi napram drugim državam, kot so Madžarska, Češka, minimalen znesek, da ne govorim, da je v Nemčiji že samo verski davek nek tak odstotek, ki je obvezan, kaj šele vse druge dajatve, ki jih lahko Nemci sami odločajo, kam bo denar od njihovih davkov šel. Država Slovenija v preveliki meri deluje kot delilec sredstev in s tem vzdržuje kontrolo in s tem civilno družbo vzdržuje kot paradržavno inštitucijo, namesto da bi ta sredstva v veliko večji meri delili državljani. Znotraj te zelo šibke civilne družbe v Sloveniji, kakorkoli se vam zdi, da je pogosto močna, se mi zdi, da ni. Ne vem, ko prideš v Belgijo, tam določene bolnice, šole, veliko več je zasebnega šolstva, to tako ali tako vem, ne? Pa tudi določeni sveti zavodov zelo pomembnih inštitucij niso kontrolirani pretežno strani države, ampak pretežno strani civilne družbe. In znotraj te že tako šibke civilne družbe v Sloveniji je civilna družba, ki je po vrednotah blizu krščanstvu, še bolj šibka. Tudi ta raziskava je z isto letnico in če pogledamo od prvih 17 organizacij civilno-družbenih, ki so takrat uživale največje zaupanje državljanov, je zgolj ena taka, ki jasno deklarirano za svoj svetovni nazor ima nek, recimo temu, družbeni nauk cerkve. Vsak ostalih 16, velika večina se niti ne opredeljuje za svoj svetovni razvoj. Vendar jaz trdim, da ni neutralne civilne družbe. Vsaka civilno-družbena organizacija temelji na nekem svetovnem nazoru. In najbolj nevarne so tiste, ki tega ne povedo jasno, ki se ne opredelijo jasno. Take ponavadi temeljijo na enem od zelo skrajnih svetovnih nazorov. Oblike družbene participacije, s pomočjo katerih lahko posamezniki prispevamo v skupnost, so seveda mnogotere. Lahko gre za prostovoljno delo, donacije, vodenje promocijskih kampanj, peticije, lahko smo člani, lahko delujemo preko socialnih omrežij, kot blogerji, kot samo delivci informacij naprej. Lahko glasujemo na raznih natečajih, katera zgodba bo prišla naprej. Lahko služimo, darujemo svoj čas tistim, ki si določenih stvari ne morejo privoščiti. Lahko pišemo v pisma bralcev v množične medije in še bi lahko naštevali. Stopnja družbene participacije v Sloveniji je vsekakor nizka, zaradi šibke civilne družbe, zaradi zgodovine in jaz mislim, da je to prvi vzrok, da normalne demokracije nimamo. Zdaj, znotraj tega, kaj je z nami kristjani, najverjetneje sta samo dve možnosti. Da participiramo še manj kot povprečni
ali pa da nas je res tako malo. Statistike kažejo, da kriterij, ki se je v zadnjih 25 letih najbolj spremenil, ni število pripadnikov Rimokatoliški cerkvi, ta še vedno ostaja okrog 2/3. Zelo pa je upadel kriterij, sta upadla dva kriterija, ki nakazujeta osebno vero. To sta osebna molitev, torej koliko ljudi moli, in pa pravzaprav lahko 3 naštejemo. Branje Svetega pisma in pa obiskovanje obredov vsaj enkrat mesečno. Ti 3 kriteriji so za razliko od te tradicionalne pripadnosti zelo močno upadli v zadnjih 25 letih. In odgovor na to, kaj lahko že danes storimo za boljši jutri, je gotovo moj prvi odgovor je, da lahko gradimo civilno družbo. Še vedno pa ostaja odprto vprašanje odgovor na vprašanje, kako to početi. Človek mora biti kompetenten, da napiše neko pismo bralcev, človek mora biti kompetenten, da vodi neko promocijsko kampanjo, človek mora biti kompetenten, da vodi nek javni dogodek in tega se po večini nismo naučili v šoli. Te kompetence je potrebno dobiti. Najverjetneje na 2 načina, ker jih formalno izobraževanje ni dalo, jih je možno dobiti v neformalnem izobraževanju, torej tako, da se izobražujemo še poleg šole, ali pa skozi učenje z delom, learning by doing. Torej s tem, ko tisti, ki se zelo močno aktivirajo zdaj v civilni iniciativi za otroke gre, pri njih poteka najbrž eno najglobjih obdobjih učenja v življenju. Kajti, ko si ti v učenju z delom, ko si v akciji, učenje poteka najhitreje. Kaj pravzaprav pomeni biti kompetenten? Kompetenca je po teoriji sestavljena iz 3 vidikov. Znanja, veščine in pa vrednote oziroma odnose. Vse to je rabiš, da si kompetenten. Naprimer, čisto primer za voziti avto, potrebuješ znanje o prometnih predpisih, potrebuješ kompetenco, da znaš avto vklopiti, da znaš prestaviti, da znaš volan obračati, da znaš brisalce prižgati in pa potrebuješ tudi odnos, attitude po angleško. Torej, odnos do tega, da te ni strah, odnos do sovoznikov, motivacijo za vožnjo avtomobila. Lahko bi to ponazorili enostavno z tem likom. Znanje je v glavi, veščine so ponavadi v rokah, to je zelo simbolna predstavitev, vrednote, odnos pa je v srcu. Vse to 3 moramo graditi pri sebi, da bomo bolj učinkoviti, aktivni državljani, da bo naša civilna družba močnejša in da bo naša demokracija bolj normalna. Na Socialni akademiji smo ugotovili, da moramo uravnotežiti 2 parametra. Refleksijo pa akcijo. To sta 2 parametra, ki sta zelo nasprotujoča si med seboj. Pri refleksiji sedimo na miru, tuhtamo, samo reflektiramo, nič se ne zgodi. Pri akciji ne razmišljamo, samo delamo. Recimo, tipičen primer je pri naš seminar Ustvari film, kjer učimo ljudi, predvsem mlade, pa tudi ostale, filmske govorice, da ustvarijo svoj, recimo, dokumentarni film ali pa igrani film. In tudi opažamo, da gremo premalo v refleksijo, da gremo preveč v akcijo, da učimo veščine in znanja, tisto, kar sem prej kazal, premalo, oziroma da učimo veščine, premalo pa učimo znanja, premalo učimo refleksije, kako nekaj povedati, kaj se pravzaprav dogaja, kaj naj moj dokumentarni film sploh prikazuje. In za odgovorno državljanstvo je pomembno oboje. Pomembno je, da zdaj le reflektiramo in pomembno je, da ko gremo domov, tudi zavihamo rokave in gremo v akcijo. Oboje moramo znati privzgojiti ljudem, vendar še vedno tudi v tej dvojnosti ostaja izziv tistega tretjega, tistega srca, tistega odnosa, ki ga pa tudi mi na Socialni akademiji ne znamo neposredno graditi. Mi ne znamo ljudi zmotivirati, da pridejo na usposabljanje, da se bodo učili. Ne znamo jih zmotivirati. Znamo jim dati refleksijo, torej glavo, znamo jim dati akcijo, torej roke, kako pa dvigniti tiste zadnjice, o katerih sem prej govoril. Kako povabiti človeka, ki je že dolgo časa v udobju, iz cone udobja.
Pravzaprav ta človek ni v udobju, ampak misli, da je v udobju in misli, da je vse, kar je zunaj njegovega najožjega krogca, nekaj strašnega, nekaj nepredstavljivega, nekaj groznega, oziroma sploh ne čuti potrebe, da bi šel iz tega svojega krogca. Kajti zunaj cone udobja je cona panike. Cona panike je cona, ko za razliko od cone udobja, kjer približno vem, kaj se dogaja, ampak nastane pa problem, da mi cona udobja počasi tudi postaja neudobna in da v njej osebnostno ne rastem. Cona panike je živo nasprotje tega. Ko nimam stvari pod nadzorom, ko najbrž vsak od nas ve, o čem govorim, ko imaš do jutra eno stvar za narediti in ne veš, kako ti bo uspelo, ko je vsega preveč. Ne? Ampak obstaja pa tudi dobra novica, vmesna cona je cona učenja. Med cono udobja in cono panike se nahaja cona učenja. Cona učenja je cona, ko stopim malo iz udobja v neko novo situacijo, v nekaj, kar mogoče še nisem naredil ali pa še ne znam dobro. In ni še panike, ampak se učim. Kako povabiti ljudi v to osebnostno rast, v to učenje? Kako jih zvabiti, da se ne bojo samo bali tiste panike? Kako v njih zbuditi željo, da se bodo iz cone udobja prestavili v cono učenja? O tem pa večina teorij državljanske vzgoje odmolka. In še vedno ni odgovor. Iz česa naj pa izhajamo potem, ko govorimo o premiku 100.000 zadnjic, da bodo šle na volitve. Drugo pismo Timoteju pravi: spominjam se namreč iskrene vere, ki je v tebi in ki sto jo imeli tvoja stara mati Loida in tvoja mati Evnika. Prepričan pa sem, da jo imaš tudi ti. Zato te opominjam, da znova razplameniš Božji milostni dar, ki je v tebi po polaganju mojih rok. Motivacija za to, da se dvignemo, mora nujno biti naš dar. Naša vera, ki so jo imela že stara mati, ki jo je imela tudi mati in ki jo najverjetneje imam tudi jaz. To pismo je zelo lepo bratko, da ga je Jezus pisal meni. In je zelo ganljivo, če ga bereš tako. In te potem Jezus opomni, da znova razplantiš svoj Božji milostni dar, ki je v tebi po polaganju njegovih rok. Mislim, da nekaj naredimo za družbo, ne sme imeti vzroka v tem, da se borimo za resnico, za pravico, za pravičnost. Ampak naša državljanska dela morajo imeti vzrok v sreči, da smo bili obdarjeni. V sreči, da smo dobili čudovite stvari od Boga in od prejšnjih generacij. Če govorimo samo o jeziku, o talentih, o domovini, o samostojni državi, pa tudi o vsej blaginji, o hrani, o vsem. Naša spodbuda, naša motivacija mora biti skladna s prejšnjim odlomkom v tem, da odgovarjamo, da je naš odgovor, naša aktivnost samo majčken odgovor za vse darove, ki smo jih prejeli v preteklosti. In da zato želimo vsaj en delček tega daru podariti tudi drugi. Spodaj slikci Mojzesa v gorečem grmu, ko pravzaprav je tudi začel javno delovati. Če ne bi bilo tega gorečega grma, če ne bi dobil tega daru, če ne bi dobil tega srečanja, bi bil še vedno eden izmed množice. Tako pa se je aktiviral in postal aktiven državljan ob gorečem grmu. Ne zaradi neke ideje, ne zaradi neke pravice, ampak zaradi čustvenega in hkrati tudi resnega vabila ob gorečem grmu.